Sem Alenka Zvonar-Pobirk, izredna profesorica na Fakulteti za farmacijo. Dobro zdravilo je varno, kakovostno, učinkovito. Mislim, sigurno bi nekaj zmešala, lahko bi bilo tudi dobro, zagotovo ne vedno. Ko smo v okviru noči raziskovalcev tako malo probali, katere formulacije bomo dobili ven, so bile ene kar okej, ene slabe, ne. Predvsem pa je odvisno, kako dobro znamo tudi mi postaviti umetni inteligenci to zahtevo, a ne, kako dobro definiramo, kaj hočemo dobiti. Če zelo dobro definiraš, jaz mislim, da bi kar v redu tudi dobili ven. Mislim, sigurno imamo zelo visoko pojavnost rakavih obolenj, tako da veliko raziskav gre v smeri zdravljenja različnih oblik rakov. Po drugi strani, kot človeštvo se staramo, tako da tudi obolenja, ki prihajajo z starostjo, razna nevrodegenerativna obolenja, so tudi velik izziv. Veliko težavo imamo tudi z rezistenco antibiotikov. Tako da tudi nova protimikrobna zdravila so vedno aktualna, tako da izzivov ne zmanjka. Gledano celokupne izzive, s katerimi se danes soočamo in kam gre razvoj znanosti, razvoj industrije, sigurno znanja z področja informacijskih tehnologij bodo vedno aktualna ali pa vedno bolj, tako da rabimo dobre razvijalce programske opreme, rabimo dobre analitike, ne vem, strokovnjake z področja oblačnih storitev. Po drugi strani smo ljudje socialna bitja, tako da verjamem, da bomo vedno rabili tudi poklice, kot so zdravniki, vzgojitelji, ljudi, ki bodo skrbeli za starejše. In če gledamo še z vidika, okoljskih sprememb, podnebnih sprememb, sigurno tudi neki bolj zeleni poklici, se pravi naravnani bolj na bolj trajnostne načine pridobivanja energije, krožno gospodarstvo, da pač ponovno uporabimo tudi razne surovine. Dobre učitelje bomo tudi vedno rabili. V bistvu sem že od malega si želela postati učiteljica. Tako da me je nekako vleklo v te vode. Potem sem sicer pristala na Fakulteti za farmacijo, ampak se je nekako me je vodila ta pot do tega, da sem postala asistentka in dobila delovno mesto na fakulteti. In potem se je odprla ta možnost, da sem dandanes dejansko visokošolski učitelj, tako da v resnici se je ta krog nekako sklenil. Farmacija je taka zelo interdisciplinarna veda. Pokriva veliko različnih področij, veliko kemije, nekaj z področja medicinskih ved, biologije. Spet težko vprašanje, ampak ja, če imaš rad naravoslovje, če te zanimajo ta zdravstvena področja, je farmacija ena izmed možnih poti. Ja, v resnici jim včasih delamo škodo, ker zato, da so zdravila v končni fazi varna, so določeni poskusi na živalih še vedno pač potrebni. Gre precej stvari v tej smeri, da se ta obseg vedno bolj zmanjšuje, kolikor je možno, ampak zaenkrat se še temu čisto izogniti ne moremo. Je pa to v službi tega, ali pa z namenom tega, da v bistvu v končni fazi pač pomagamo ljudem. Če gremo gledati, katera zdravila so najbolj spremenila tako nekako potek, bi rekla, sigurno so tukaj, eno so antibiotiki, ker so izjemno zmanjšali umrljivost, drugo pa v resnici cepiva. Tako da verjamem, da to dvojno, da je naredilo res velike premike tudi v dolžini naše življenjske dobe. Verjamem, da pač moramo nekako voditi svojim zgledom. Tako da jaz sigurno zagovarjam cepljenje. Tudi jaz sem cepljena, moji otroci so cepljeni. Morda tako ena izkušnja, velikokrat jo povem študentom, ko se o tem pogovarjamo. Enkrat sem prebrala, da je zdravnik, ki je zdravil obolele otroke za davico, prav izjavil, da
če bi kdo kdaj videl otroka umreti za davico, ne bi več imel teh pomislekov o cepljenju. Imam tudi osebno izkušnjo, 2 moji teti sta dejansko umrli zaradi davice, ker takrat še ni bilo cepiva pri nas. Tako da jaz to vedno res to zagovarjam. Mislim, da tukaj pa res moramo zaupati znanosti in po drugi strani je res zelo pomembno, da smo pa potem mi tisti, tudi ki vzbujamo to zaupanje. In da tudi, če ljudem, če približamo znanost, bo tudi se to lažje vzgradilo.